razpotih, refleksije o tem, kje se nahajamo in kam usmeriti naše energije. Prva okrogla miza je bila dobra 2 tedna nazaj, posvečena alternativnim predlogom na področju političnega sistema. In naslednja okrogla miza bo v ponedeljek, čez slaba 2 tedna, če se ne motim, na temo sprememb oziroma krepitve pravne države. Več o tem čisto na koncu. Za začetek bi nekaj malega povedal o konceptu samega cikla in pa o tem, o čem bomo danes govorili. Koncept cikla temelji preprosto na tem, da je v zadnjem času, v obdobju raznih vse slovenskih ljudskih postaj, so v javnost prišli številni predlogi za alternativne politike. Ti predlogi so po svoji kvaliteti v širokem razponu od povsem utopičnih do zelo zanimivih. In v Slovenskem sociološkem društvu želimo s temi 3 okroglimi mizami dvigniti raven razprave o teh predlogih. Namreč prvi korak so naredili nekateri konvencionalni, pa tudi nekateri spletni mediji in sicer so postavili zbirna mesta, nekakšne nabiralnike, kjer se ti predlogi lahko objavljajo. Pogosto se pa zdi, da tam ni nekih zelo strogih uredniških kriterijev. Naslednji korak pa razumemo v tem, da skupaj za omizje povabimo predlagatelje zanimivih alternativ na eni strani in strokovnjake na drugi strani. In se s tem predloge prediskutira, se vidi, kaj je na njih dobrega, kako so izvedljivi, kje so pasti, na kaj je treba paziti, da iz nekega predloga oziroma nekaj novosti ne nastane fiasko. Tretji korak pa ni več stvar strokovnega društva, je stvar tistih, ki bodo te dodelane predloge vzeli v svojo politično agendo in se lotili praktičnega političnega delovanja. Današnja tema je delno povezana s prejšnjima 2. Namreč anomalije političnega sistema so do neke mere omogočile obseg gospodarskih problemov, ki jih imamo danes v Sloveniji in zaradi katerih je naša lokalna kriza še nekoliko hujša kot je kriza v evropski soseščini. Je pa seveda povezana tudi z naslednjo temo, s pravno državo, kajti šibka pravna država je strukturno omogočila obdobje primarne akumulacije kapitala skupaj z vsemi anomalijami. V tem smislu je rad izpostavil to, da so določeni vidiki, ki so povezani z ekonomskimi alternativami, že bili obdelani prejšnjič, nekateri bodo pa še naslednjič. Mi danes se moramo pa omejiti, da ne bomo šli preveč v širino. Druga omejitev je pa omejitev predvsem na mikroekonomske alternative. Obstajajo seveda v javnosti tudi predlogi glede ekonomske politike, glede recimo reforme finančnega sistema in podobno. Ampak, če bi šli preveč v širino, bi se naš fokus današnjega sprešil. Poleg tega te predloge alternativne glede ekonomske politike podajajo na eni strani renomirani strokovnjaki, ki imajo svoj medijski prostor in ni potrebno, da jim ga posebej odpiramo. Na drugi strani pa takšne predloge proizvaja celo mednarodna trojka. Recimo ravno kar dogovorjeni koncept ustanovitve dobre banke na Cipru, ki pomeni množično razlastitev tistih, ki so parkirali denar v smislu davčnih utaj. Skratka, ne bomo šli preširoko, omejili se bomo na alternative na področju same organizacije podjetij oziroma vrste podjetij in nekako catchword, ki vse skupaj to pokriva, je ekonomska demokracija. Pod ekonomsko demokracijo razumemo več tem, sicer pa prva govornica to teoretično malo bolj strukturirala. Jaz bi samo v grobem orisal. Prvo vprašanje je prenos odločanja o poslovanju podjetij iz zgolj
lastnikov kapitala in njihovih menedžerjev na širši krog deležnikov, od zaposlenih do recimo tudi lokalne skupnosti ali pa širše javnosti. Druga tematika so alternativne oblike podjetij, kjer ne gre za ta model lastništva oziroma upravljanja, ki je danes prevladujoč, kjer imate na eni strani neke finančne lastnike in management, na drugi strani so delavci, ki so odrezani od vzvodov vpliva. In tu mislimo recimo na take stvari, kot so kooperative ali zadruge, morda tudi socialno podjetništvo, samoupravljanje in podobno. En vidik ekonomske demokracije so tudi prakse, kot so recimo pravična trgovina, lokalizacija proizvodnje, morda alternativne valute. Sam bi pa še posebej rad proti koncu naše debate odprl eksplicitno vprašanje možnosti delavskih prevzemov podjetij, sploh v današnjih kriznih razmerah. Razlogi, zakaj se je v današnji situaciji treba ukvarjati z ekonomsko demokracijo, so pa po mojem približno tile. Prvič, do sedanje strukturne krize kapitalizma je prišlo zaradi dlje časa porušenega razmerja vpliva in delitve BDP med delom in kapitalom in seveda tudi zaradi nomadizacijo kapitala. Veliko se danes govori o etiki, ampak mislim, da ključ je sprememba realnih vzvodov moči, ne pa sprememba srca. Drugi razlog je pa tale. V Sloveniji imamo v zadnjega slabega četrt stoletja obdobje primarne akumulacije kapitala, v katerem se je dalo obogateti še zlasti z zlorabanjem položaja, z izčrpavanjem podjetij, s špekulativnimi naložbami, zlasti v zvezi z degradacijo prostora in pa z intenziviranjem dela. Položaj je pa takšen, da gospodarstvo je prezadolženo, podjetja so malo vredna, kar odpira lahko okno za delavske prevzeme. Razvojno močna so predvsem tista podjetja, ki v zadnjem obdobju niso bila prevzeta in jih lastniki niso izčrpavali. In to je moment zoper doslej prevladujoč del lastništva. Delavci seveda so pa izčrpani. In mislim, da nadaljevanje tega razvojnega ali protirazvojnega modela preprosto ni več možno. Namreč nadaljne intenziviranje dela ne ponuja zadostnih razvojnih rezerv za to, da bi lahko sanirali podjetja, ki so imela zgrešeno lastniško in upravljalsko strukturo. Ker ljudje preprosto tega ne zmorejo več in iskanje rešitev v smeri nadaljnega intenziviranja in prekarizacije dela seveda pomeni pot v revščino. Tako da imamo vse razloge za to, da resno prediskutiramo o alternativnih podjetniških modelih in to je naloga današnje okrogle mize. Sogovorniki, ki smo jih povabili, so pa naslednji. Doktorica Aleksandra Kanjo-Mrčeva iz Fakultete za družbene vede, poznavalka ekonomske demokracije in menedžmenta širše. Potem zraven mene Marko Kržan, sociolog, tudi nekako pripadnik, kako bi rekel, delavske bankarske univerze, kot kroga, ki je v zadnjem času lansiral koncept demokratičnega socializma, ki nam ga bo Marko predstavil. Potem je na moji levi Nika Kozjak, psihologinja, ki smo jo povabili zato, ker je v medijih objavila zanimiv predlog, kjer zagovarja skrajšanje delovnega časa. In pa še potem na skrajni levi, vsaj moji, Mitja Svete iz Mreže za neposredno demokracijo, kjer koncepirajo predloge v smeri ekonomske demokracije, predvsem se mi zdi iz anarhističnega izhodišča, pa tudi ekološkega. Morda bi najprej prosil vas za nekaj teoretičnih izhodišč, kaj ekonomska demokracija je, katere so njene glavne oblike, morda priložnosti, pasti. Podrobneje pa seveda bomo potem diskutirali, ko bodo ostali kolegi podali konkretne predloge. Izvolite. Najlepša hvala, dober večer. Zelo resno za me, da bom jaz teoretizirala. Ne bom
zelo teoretizirala. Jaz sem se teoretsko začela ukvarjati z lastninjenjem podjetja v lasti zaposlenih. Takrat smo temu tako rekli v 90-ih, zaradi praktičnih razlogov, ker smo imeli privatizacijo. In takrat sem napačno sklepala, da zaradi naše samoupravne socialistične preteklosti je v Sloveniji teren za lastninjenje na ta način, da delavci ostanejo ali postanejo lastniki podjetij, boljši kot druge. Takrat sem strašno vesela sem in hvaležna za to vabilo, ker sem se dolgo časa počutila zelo osamljeno v tem teoretiziranju. Bila sem med redkimi, ki smo pisali o ekonomski demokraciji in sem skozi imela občutek, da prepričujem sovražnika. In zdaj sem dobila v Skopankarski univerzi drugih, tukaj prisotnih in nekaj še drugih ljudeh v našem okolju, končno našla sogovornika, katera ni treba prepričevati zelo. Mislim, da danes ta aktualizacija razmisleka o ekonomski demokraciji je delno zaradi krize, ampak ta kriza, strinjam se z Žižkovom nedavno trditvijo, da ni treba pričakovati preveč, da je enostavno preveč optimistično bi bilo pričakovati, da je zaradi finančne in ekonomske krize zdaj pot radikalnim spremembam na široko odprt. Verjetno ne, verjetno je za pričakovati še dolg boj, za kakšno bolj radikalne spremembe, o kateri bomo verjetno še nekaj več slišali, ampak zdaj se mi vsem prostor in čas krize primeren, a me slišite? Prosto, da ta čas krize primeren in bolj odprt za odpiranje raznih alternativ. Vsaj debato bolj resno alternativah. In tudi v utopijah, če utopija razumemo kot kritiko obstoječega stanja ali kot nekako videnje tega, kar imamo sedaj v luči tega, kar bi lahko mora biti bilo. Torej, kriza nam je okvir, katere nam da misli. Ta naša tema, ekonomska demokracija, je tema, ki so je tematizirali skozi zgodovino na zelo različne načine, iz zelo različnih teoretičnih pristopov, iz različnih razlogov. Že od gilskih socialistov so mnogi povezovali demokratičnost nasploh v vseh sferah družbe in razmišljali o tem, ali je kako je kompatibilna demokracija v politične sfere s pomanjkanjem odsotnosti demokracije v ekonomski sferi. Ali je sploh možna? Ali ti lahko rečeš za eno družbo, da je demokratična družba, če se demokracija nekako sestoji samo v politične izbire voditeljev za določeno obdobje. Imate ta pomislek tudi kasneje, skozi zgodovino, francosko revolucijo, rusko revolucijo in tako naprej, vedno so bili nekako naskoki na idejo, da bi se iz političnega sveta, kjer tudi demokracijo nimamo pravzaprav zelo dolgo časa, ta fenomen, ki se nam danes v političnem svetu zdi samoumeven, nima spet tako zelo dolgo zgodovine. Tako da to jaz govorim v upanju, da tudi ekonomsko demokracijo lahko mogoče prej pričakujemo, kot se mislimo. Torej, ta želja, da se demokratizira tudi druga sfera, druga pomembna sfera delitve moči v družbi, to je ekonomska, torej skozi različna obdobja in v različnih trenutkih v zgodovini se nekako pojavi. Imate celo drugo zgodbo, to je ta demokratična teorija, ki vleče zgodbo ekonomske demokratizacije. Druga, veliko bolj znana, marksistična kritika, torej fokusiranje na lastništvo sredstev za proizvodnjo, radikalna kritika kapitalizma in znotraj tega želja po demokratizaciji. Imate bolj pragmatične smeri, organizacijska teorija razvoja, človekovega razvoja, ki nekako tukaj optimistično, mogoče bolj nerealno analizirajo, kaj se dogaja v organizacijah, kako vse bolj drugače, na osnovi več znanja, na osnovi boljših in novih tehnologij. Nekako stvar gre v smeri bolj enakopravne razdelitve moči tudi v ekonomski sferi. Zdaj, ko govorimo o
spraševali ste o oblikah ekonomske demokracije, seveda jih je zelo veliko, lahko jih razdelite. Po moje, jaz jih razdelim na dve veliki skupini. Ena se nanaša na denar, druga se nanaša na družbeno moč, torej ekonomska in družbena moč. Ekonomsko, torej pod željo, da se ekonomske dobrine, kapital čim bolj enakomerno razdeli, torej demokratizira, padajo vse tiste pozivi, ki naslavljajo lastništvo, ki v blagih oblikah želijo soudeležbo zaposlenih na dobičku, želijo delničarstvo, delnic v lasti zaposlenih do radikalnih oblik, kot so že omenjene kooperative ali podjetja, v popolni lasti zaposlenih delavcev, ki imajo v lasti podjetja. Druga raven ali druga velika skupina je ta organizacijska demokracija, torej delitev moči, delitev ali udeležba, bodi se blažja spet oblika, udeležba zaposlenih v odločanju, v vodenju, v upravljanju, do zelo radikalne oblika samoupravljanja. Torej, delitev dveh tipov moči, ekonomske in družbene. Zdaj, skozi zgodovino so skoraj vedno te oblike vedno so vse oblike ekonomske demokracije umeščene v konkretne družbene kontekste, ekonomske kontekste, institucionalne kontekste in v določenih obdobjih se te manj radikalne oblike pojavljajo, naraščajo, zamrejo. Bolj radikalne oblike, kot so recimo zadruge ali podjetja v lasti, popolni lasti zaposlenih, delavska podjetja, pa so vedno namrgene. Ne obstaja, razen jugoslovanskega samoupravnega poskusa, ne obstaja obdobje, kjer so prišla ven izmrgene. In tukaj pridem na zelo praktičen